Kriza je seveda vedno streznitev, a je tudi priložnost za dogovor, kako potem naprej. Ne le za energetsko samooskrbo, tudi za prehransko varnost potrebuje Slovenija strateški razvojni odgovor, koliko bo konkretno izboljšala bilanco do leta 2030. V februarski številki revije ESG dr. Andrej Simončič s podatki utemelji, zakaj v Sloveniji kljub več milijardam v kmetijstvo prehranska samooskrba ni boljša, čeprav naj bi bila že desetletja med prednostnimi cilji. Kmetijskih površin je vse manj, pri rastlinskih proizvodih pa je samooskrba slabša. Zakaj zakonodaja kmetijskih površin ne zaščiti bolj? Bo Slovenija za energetsko in prehransko samooskrbo do leta 2030 sprejela konkretne, zavezujoče ukrepe? Druga aktualna tema februarske številke je zeleno financiranje. Kako se o zelenih naložbah in zelenih storitvah odločajo v bankah in zavarovalnicah? In koliko so v resnici naložbe, ki jih financirajo banke, zelene? Zeleno ni vedno zares zeleno. Zelo sporočilen pa je intervju Johna Denhoffa, prvega moža Nove kreditne banke Maribor. Ne le zato, ker govori o tem, kako oni vstopajo v zeleni prehod ESG. Morda še bolj zato, ker pove, zakaj postaja Slovenija njegov dom. Še eno vabilo. Zdaj se je vlada organizirala, kot si je želela. Zadišalo je po trajnostnih organizacijskih rešitvah. Mislim na imena ministrstev, naprimer za solidarnostno prihodnost. Nadvse zgovoren je namreč prikaz, kaj se dogaja s solastništvom zaposlenih v Sloveniji. Primer Domela in Devesofta sta dober zgled. Matjaž Čemažar tudi pojasnjuje, zakaj so med tistimi, ki želijo ustavno presojo novele zakona o dohodnini. Bo tudi solastništvo zaposlenih ena izmed tem zelenega prehoda Slovenije?